Kakšna pa je vaša asociacija na besedno zvezo velike žablje? Ja, tem je tako, ne. Če bo mokro, je treba pamet. Če bo suho, pa za publiko. Zabava. Drsenje. Drseče, hitro in atraktivno. Za publiko mora biti. Šov! Mislim, da sem dosti povedal. Drage gledalke, dragi gledalci, ljubiteljice in ljubitelji relija, lep pozdrav na uvodni dirki slovenskega državnega prvenstva v reliju, 9. reliju Vipavska dolina. Reli kot šport ima v Vipavski dolini zelo dolgo zgodovino, katere začetek sega tja v začetek 90. let, ko je po teh cestah potekal znameniti reli Saturnus. Kot je že v navadi, se v Vipavski dolini tekmovalci vedno zberejo v velikem številu in tudi v letošnji sezoni na 9. reliju Vipavska dolina ni bilo nič drugače. Preko štartne rampe se je na reli podala 101 posadka. Tekmovalni del relija se je za vse posadke začel v petek v večernih urah, kot je v Vipavski dolini že v navadi, z atraktivnim super specialom po centru Ajdovščine, ki vsako leto ob progo privabi res veliko število gledalcev. Super special je letos potekal načeloma v suhih razmerah, vendar tekom hitrostne preizkušnje je dogajanje popestrila manjša ploha, ki je nekoliko zagrenila življenje tekmovalcem, ki so bili v tistem trenutku na progi, vendar s tem seveda na račun atraktivnih voženj še toliko bolj zadovoljila apetite gledalcev. Po odpeljani hitrostni preizkušnji je bil v vodstvu relija v skupni uvrstitvi petkratni državni prvak Aleks Humar s sovoznikom Jako Cevcem v Škodi Fabiji R5. Tekmovalni del relija se je po odpeljanem petkovem super specialu nadaljeval v soboto zjutraj, ko je vse tekmovalce in tekmovalke pričakalo res spremenljivo vreme. Posadke so v jutranjem delu dirke morale opraviti s 4 hitrostnimi preizkušnjami, dvakrat z znamenito hitrostno preizkušnjo Predmeja v dolžini 13,4 km ter dvakrat z nekoliko sicer krajšo hitrostno preizkušnjo, ampak nič manj zahtevno hitrostno preizkušnjo Bela v dolžini 11,2 km. Kot že rečeno, je spremenljivo vreme krojilo razplet dirke, imeli smo vse od dežja, sodre in pa sonca. To spremenljivo vreme in loterija z izbiro pnevmatik je tudi botrovala k nesreči na prvi hitrostni preizkušnji dneva, torej hitrostni preizkušnji Predmeja, dveh posadk na istem zavoju, Aljaža Bratoša s sovoznikom Robertom Štokljem ter Primoža Kačiča s sovoznikom Aljažem Černigojem. Njuna nesreča je botrovala k odpovedi hitrostne preizkušnje Predmeja, na srečo posadk je z njima vse v najlepšem redu. Po polovici relija je v razvrstitvi Jugopokala vodstvo držala lanska zmagovalna posadka Tine Koren in Tjaša Medvešek. V diviziji 3 je po 5 odpeljanih hitrostnih preizkušnjah vodila posadka Vasja Miklavčič,
Martin Černigoj. V drugi diviziji sta z več kot pol minute prednosti vodstvo držala Tim Novak in Uroš Cvirk v Oplovem Adamu R2. V prvi diviziji pa se je vodstvo sa skoraj 50 sekundami prednosti priborila posadka Domon Buh Rebeka Kobal v Peugeotu 205. V skupni uvrstitvi je tretje mesto zasedala posadka Claudio De Cecco Alice De Marco v Hyundaiu i20 razreda R5, druga sta bila Rok Turk in Blanka Kacin, ki sta po prebiti pneumatiki na 5. hitrostni preizkušnji izgubila skoraj minuto in tako vodstvo prepustila posadki Alex Humar in Jaka Cevc v Škodi Fabiji R5. V popoldanskem ter odločilnem delu rallija je posadke pričakalo še 5 hitrostnih preizkušenj. Dvakrat so morali opraviti s hitrostno preizkušnjo RZL v dolžini 8,3 km ter trikrat s hitrostno preizkušnjo Žable v dolžini 8,7 km. Hitrostna preizkušnja Žable, ki ima v slovenskem ralliju res ikoničen status zaradi svojega res drsečega asfalta ter pa velikega števila gledalcev, ki se zberejo ob progi, še posebej v zadnjem kilometru hitrostne preizkušnje. Tako kot dopoldan je tudi popoldan vreme igralo ključno vlogo in s tem izbira pneumatik za celoten krog. V skupni uvrstitvi se je vodstvo ponovno zamenjalo že na uvodni preizkušnji popoldanskega dela, ko je posadka Alex Humar Jaka Cevc v Škodi Fabiji R5 napravila napako, zadela most ter odtrgala kolo in s tem zaključila z dirko ter vodstvo prepustila posadki Rok Turk in Blanka Kacin v Hyundaiu i20 razreda R5. Tudi v diviziji 2 so se stvari nekoliko zapletle, Tim Novak je izgubil 20 sekund in s tem razpolovil svojo prednost iz dopoldanskega dela. Na ta račun moral v nadaljevanju dirke res pritiskati. Tudi v diviziji 1 je po odstopu posadke Domon Buh Rebeka Kobal vodstvo prevzela domača posadka Rok Jerkič Marko Stopar. Na štartu 9. rallija Vipavska dolina se je v letošnjem letu zbralo veliko število tujih posadk, natančneje 40 se jih je podalo preko štartne rampe. Večina teh tujih posadk je na račun 2 pokalov, katerih del je rally v Vipavski dolini, torej rally pokala Alpe Adria in pa Austrian Rally Challenge. V prvem je zmago slavil Italijan Peren Zanon v Renaultu Clio Super 1600, v drugem pokalu, torej Austrian Rally Challenge, pa je Avstrijec Roman Mühlberger v Mitsubishiju Lancerju 6. evolucije. Končno tretje mesto je v razvrstitvi Jugo pokala slavila posadka Luka Brus in Nives Cotič. Druga sta bila Blaž Koren in Robert Rupnik, ki sta zaostala le za Robertovim mlajšim bratom Tinetom Korenom s sovoznico Tjašo Medvešek, ki sta slavila zmago v Jugo pokalu. Zmago v razvrstitvi divizije 3 je kljub manjšim tehničnim težavam slavila domača posadka Vasja Miklavčič in Martin Černigoj v Renaultu Clio. Druga sta bila Daniela Trani in Ivan Pavlović prav tako v Renaultu Clio, tretja pa Boštjan Logar s sovoznikom Andrejem Gecom v Renaultu Clio Williams. V diviziji 2, ker smo res imeli napete boje do zadnje hitrostne preizkušnje, je tretje mesto slavila domača posadka Borut Bratina Izidor Šavel v Peugeotu 208 R2. V enakem avtomobilu sta bila druga Jernej in Gregor Fakin, zmago pa sta slavila lanska prvaka v diviziji 2 Tim Novak in Uroš Cvirk v Oplovem Adamu R2. Ja, kaj da rečem, lansko let sva tukaj končala tretja. Letos je bilo res vreme ful spremenljivo, dopoldan smo imeli, smo vse zadeli, ta prav gume in nastavitve.
V popoldanskem delu smo pa zgrešili z nastavitvami avta in smo takrat izgubili 20 sekund, kar je bilo precej glede na kilometrino, ne. Tako da ne vem, zdaj smo imeli 11 sekund, mislim, da smo nastavitve zdaj uhelate prave in ja, nič, držimo pesti. Kaj se ponavlja še ena Gorica ali kaj, ne vem. Odkar sta v popoldanskem delu prevzela vodstvo Rok Jerkič in Marko Stopar, vodstvo v diviziji 1 nista več spustila iz rok do konca dirke in s tem slavila zmago v diviziji 1 pred domačimi gledalci. Drugo mesto je zasedla posadka Jurej Rep in Boštjan Vidmar v Volkswagenovem Polu, najnižjo stopničko divizije 1 pa sta zasedla Mitja Bratina s solisnico Laro Bratino v Citroenu AX. 8. mesto v skupni uvrstitvi ter 7. mesto v razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva je zasedla domača posadka in hkrati tudi organizator relija Martin Štucin s sovoznikom Gregorjem Mavram v Renaultu Clio R3. 7. skupnost sta bila italijanska posadka Bernd Zanon Denis Piceno v Renaultu Clio Super 1600. 6. mesto je pripadlo Borutu Bratini in Izidorju Šavlu, 5. sta bila brata Jernej in Gregor Fakin, 4. mesto je zasedla posadka Tim Novak in Uroš Ocvirk v Oplovem Adamu R2. Najnižjo stopničko v skupni uvrstitvi je zasedla madžarska posadka Janoš Puškadi Godor Barnabaš, ki vozi tudi za slovensko državno prvenstvo. Drugo mesto sta zasedla Claudio De Cecco in Alice De Marco v Hyundaiu i20 razreda R5, še ena tuja posadka, ki vozi za slovensko državno prvenstvo. Zmago na reliju in zmago tudi v slovenskem prvenstvu pa sta si zagotovila državna prvaka iz sezon 2017 in 2018 Rok Turk in Blanka Kacin v i20 R5. Rok, prva dirka letošnje sezone v državnem prvenstvu in prva zmaga, kako bi opisali rezultati pa predvsem dogajanje na dirki skozi ta vremenski roller coaster ta vikend? Ja, rezultat je super, kaj ne rečem. Super je bilo, ker je bilo v bistvu treba danes kar dobro začeti, kar z velikim ritmom. Moram pa reči, da je bila to ena težjih dirk, tako da res tisti, ki so prišli v cilj, si res zaslužijo en veliko pohvalo, ker dirka je bila res ena težjih izmed zadnjih sezon, kar smo jih vozili. Cel dan se je spremenjalo, mogoče je bilo še najlažje tisto zjutraj, ker je bilo slabo vreme pa mokra cesta, to popoldne iz modrim nebom in soncem pa iz mokro cesto, to pa je prekašal vse, tako da ne, super, moram reči, da smo zelo zadovoljni z dirko, no. Prvič smo, bomo nekako rekel, tudi obrnili stvari v pravo smer, tako da je avto zdaj že dosti bolj zaupamo in je super popotnica za sezono. Hvala in vso srečo v nadaljevanju sezone. Hvala. Ob posnetkih polivanja šampanjcem ter veselja na ciljni rampi 9. relija Vipavska dolina se zaključuje uvod v slovensko državno prvenstvo, ki se bo nadaljevalo na 34. reliju Velenje med 24. in 25. majem. Hvala za pozornost iz relija Vipavska dolina, kdaj pa se mi skupaj na televiziji vidimo, upam, da kmalu, v tem trenutku še ne vemo zagotovo. Hvala in lep pozdrav!